Lep dober večer vam želim, dobrodošli v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum in danes si bomo pogledali eno prav zanimivo tematiko. Velikokrat me namreč vprašate, kaj pomeni hišna številka. Ali je določena hišna številka ugodna, ali je dobra, ali je slaba. Mnogi imate zadržek, ko govorimo o hišni številki 13 ali kakšni drugi, 666 recimo. No, danes bomo odgovorili na vsa ta vprašanja. Najprej pa bomo pričeli s temle. Nikoli ne gledamo samo hišne številke. Vedno določa energijo lokacije celoten naslov, se pravi bla bla bla, cesta, ulica in tako naprej in potem hišna številka. O čem govorimo? Govorimo o energijskem zapisu določene lokacije. Seveda je določena lokacija lahko fantastična za dom, pa slabša za posel. Zelo dobra za posel, pa mogoče slabša za dom. Tudi ne za vsak posel, kajti vsaka dejavnost ima drugačno energijsko, bomo rekli, nomenklaturo. Torej, ko govorimo recimo o poslovnem svetovanju, dobro veste, da vedno pogledamo tudi lokacijo, vedno pogledamo tudi, kako lahko te energije uravnovesimo. Danes pa bomo pogledali predvsem, kaj določen naslov pomeni, kaj določena hišna številka pomeni, zato se bomo naučili najprej naslov numerološko preračunati. Dali bomo zdaj gor na zaslon abecedo, po kateri lahko svoj naslov lepo prepišete, spremenite vsako črko v številko, kar lepo si vzemite čas, tale formula bo nekaj časa na zaslonu ostala, torej vedno je treba napisati naziv ulice ali ceste, cesta in številka, se pravi Dunajska cesta 10, Celovška cesta 12 in tako naprej. Torej, vsako črkico spremenite v številko, ki jo vidite zgoraj. C in Č imata vrednost 3, S in Š imata vrednost 1, Z in Ž imata vrednost 8. Torej, lepo podpišite pod vsako črko vašega naslova številko, ki ta črka ji pripada in seveda zraven tudi hišno številko. V nadaljevanju bomo povedali, kaj pomeni seštevek kot naslov in kaj pomeni samo hišna številka. Torej, energija našega doma je lahko energija celotnega bloka, boste rekli. Torej, predvsem recimo na Dunajski, ki zdaj vidimo primer na zaslonu, da si lažje predstavljate, samo preprosto seštejete do ene same cifre. Torej, vsi na Dunajski cesti 112 živijo pod istimi vibracijami. Zakaj potem se nekdo tam počuti super, njegov sosed pa ne? Velikokrat v bloku je tako, nekateri so super, so mirni, so zadovoljni, se dobro razumejo sosedi. Vmes včasih pa obstajajo osebe, ki so konfliktne, ki se vedno znova pritožujejo nad lokacijo. Tu pa govorimo nad nesorazmerjem energiji med osebo in energijo lokacije. Torej, če ste vi oseba, ki rabi dinamiko, ki je športno usmerjena, ki je zgodaj zjutraj pokonci, ki ne potrebuje veliko spanja, seveda se ne boste počutili dobro na lokaciji, ki je prežeta z energijo počitka, miru in tako naprej. Torej, tudi tu, če bi zdaj pogledali vašo osebno analizo, se pravi vaša osebna numerološka števila in pa vaš dom, bi se marsikaj pokazalo. Podobno velja tudi za posel, podobno velja za marsikaj. Ampak ker je tega mnogo preveč, se bomo danes osredotočili izključno samo na naslov. Jaz upam, da ste uspeli preračunati svoj naslov do ene same cifre, tako kot zdaj vidimo tudi Dunajska, pa bomo kar naredili pregled od 1 do 9. Tisti, ki niste uspeli, naj vam povem, da ta oddaja je tudi na mojem YouTube kanalu, tam pa lahko seveda potem video ostavite, si v miru prepišete in v miru še enkrat pogledate in prisluhnete. Pajmo. Torej, če je seštevek naslova 1 ali če je hišna številka 1, govorimo o energiji, ki je hitra, govorimo o energiji, ki se hitro premika. Ko zdaj govorimo o bloku, ko govorimo o večstanovanjskem domu, ko govorimo o neki lokaciji, kjer je več ljudi, pomeni, da se bo po vsej verjetnosti nekdo želel postaviti v vlogo voditelja. Če zdaj govorimo o poslovni lokaciji, govorimo o energiji, kjer bo sodelovanje morda posledično oteženo. Torej, če bomo imeli 4 ljudi, je velika verjetnost, da boste vsaj 2 hotela biti alfa samca. Torej, enka je tista, ki nam da energijo. Enka je fantastična, če govorimo o nekomu, ki sam dela. Se pravi, če imate SP in potrebujete poslovne prostore, je seštevek 1 fantastičen. Če pa govorimo o domu, kjer si želimo imeti morda celo več generacij, se pravi, če govorimo o starših, pa potem otroci zrastejo, pa se poročijo, pa imajo svoje otroke in imamo potem babica in dedka, pa mlade starše in otroke, pa ta enka ne bo dobrodošla. Če je enka kot hišna številka. Poglejte enko, spominja na puščico navzgor.
Samo kot hišna številka pa podarjuje neko energijo zagona, pogona. Torej, če se postavite pod to enko, če jo imate morda pri vratih, je to energija novih začetkov, novih ljudi, ki vstopajo v ta prostor, ne pa nujno ljudi, ki ostajajo v tem prostoru. Podobno velja tudi za petko. Torej, enka je tista, ki prinaša smerokaz naprej. Če govorimo o domu, je to običajno prostor, kjer mladi se dobro počutijo, kjer se dobro počutijo tisti, ki želijo v življenju nekaj spremeniti. Prej smo rekli, taki ljudje, ki pa bolj kot ne si želijo počitka, umirjenosti, ne bom rekla starejši, ampak tiste osebe, ki si želijo končno miru, ki si želijo priti domov, se usesti, dati noge na mizo in počivati, pa na lokaciji z energijo števila 1 ne bodo zadovoljni. No, in pojdimo naprej. Če je seštevek vašega naslova 2, ko govorimo o domu, je to lokacija, ki simbolizira povezovanje, ki simbolizira pogovor, drugačnost. Če govorimo zdaj o stanovanjskem bloku ali večstanovanjski hiši, govorimo o energiji povezovanja, dobrih sosedskih odnosov, lahko pa je prisotno tudi opravljanje. Lahko so prisotni zelo različni ljudje, načeloma pa se stvari počasi premikajo v tej lokaciji. Če govorimo o poslovnem naslovu, je to fantastično za agencijo, za vse posod, kjer je potrebna komunikacija, kjer je potrebno sodelovanje, kjer je potrebno tudi prilagajanje. Torej, zdaj pa več ne govorimo o neki prodorni energiji, ampak govorimo o energiji, ko jaz tebi pomagam, ti meni pomagaš. Seveda je dvojka včasih tudi preveč pasivna, zato se včasih zgodi, recimo, da hišnika čakamo pol leta, da se stvari ne premaknejo. Po drugi strani pa naj bi tu energija lažje tekla med nasprotujočimi si. Torej, če zdaj govorimo o nekomu, ki se ukvarja z mediatorstvom, če govorimo o nekomu, ki se ukvarja s svetovanjem za pare, če govorimo o nekomu, ki se ukvarja s svetovanjem za mlade, za kakorkoli drugačne ljudi, potem je ta dvojka zelo ugodna. Kadar govorimo o dvojki kot o hišni številki, se pravi brez naslova, je dvojka tista, ki podarja pogled na drugo plat zgodbe. Kar pomeni, da mogoče ne da prihaja toliko do trenj, ampak prihaja do razhajanj. Torej, ta dvojka je tista, ki nam želi pokazati drugo plat zgodbe, drugačno plat zgodbe, drugačen način, zato je v pogovoru dobrodošla. Torej, če ste z nekom na smrt skregani in bi želeli, da vas ta oseba razume, pa imate občutek, da niste slišani, se potrudite najti lokacijo, ki ima seštevek 2 ali vsaj hišno številko 2. To lahko morda pomeni, da boste šli pogledat, kje, na kakšnem naslovu je vaša najljubša restauracija, pa boste to osebo tja povabili na kosilo. Morda boste pogledali, katera ulica ima tak seštevek, pa boste šli na sprehod, ali pa boste preprosto pogledali, ali nemara vaš dom vibrira z dvojko. Tudi tiste črke, ki imajo izrazito pomen števila 2, se pravi B in tako naprej, tam smo pogledali prej formulo, tudi te črke pomagajo. Se pravi, če je teh črk veliko v samem naslovu, pomeni, da ima sam naslov veliko energije števila 2. Ampak kot sem rekla na začetku, vsega tega je mogoče malo preveč za pol ure, mi bomo pogledali osnove. In smo pri številu 3. Torej, naslov, ki ga seštejemo in dobimo seštevek 3, torej Dunajska ulica toliko in toliko, je energija radosti. Je energija tudi otroške nezrelosti. Torej, ko govorimo o domovanju pod vplivom številka 3, govorimo o domovanju, kjer je energija lahko včasih zelo razborita, zelo igriva, po drugi strani pa tudi ranljiva. Se pravi, ko prebivamo v takem domu, se nas stvari nekoliko bolj dotaknejo, malo bolj izražamo svoja čustva. Tu bi lahko šli celo v skrajnost in rekli, malo več drame delamo, malo bolj se počutimo napadeni ali pa hitreje se počutimo napadeni, ko nam nekdo nekaj reče. Torej, trojka je tista, ki dodaja intenzivnost, trojka je tista, ki spodbuja domišljijo, zato je fantastična za otroški vrtec, za igralne urice, za kakršnokoli umetniško ustvarjanje, za kakršnokoli, ne vem, ples, petje, karkoli, s čimerkoli, kakorkoli lahko izražamo sebe. Torej, če boste iskali plesni studio, če želite vi odpreti plesni studio, pogledajte, da bo naslov seštevek 3. Tudi sama beseda ulica mislim, da nosi seštevek 3, torej že sama tu energija je dodana. Ko govorimo o hišni številki 3, pa je trojka tista, ki prinaša srečo.
Število 3 tudi sicer povezujemo srečo s srečnimi naključji, s tem, da se nam nekaj posreči. Torej, če je vaša hišna številka 3, pomeni, da se vas bo sreča držala, če vi verjamete v sebe. Torej, 3 je vedno dobrodošla v poslu, pa če govorimo o, gradbeni dejavnosti, če govorimo o nekem poslu, kjer je potrebna izrazita resnost, kjer je izrazito potrebno biti z nogami na tleh in ne čustven, v tem primeru pa 3 ni dobrodošla. Kjerkoli potrebujemo domišljijo, kjerkoli potrebujemo inovativnost, pa je 3 super. Torej, tudi če morda govorimo zdaj nekem večjem koncernu, če imate vi firmo, ki ima 6 franšiz, 5 poslovalnic, 2 pisarni, dajte tiste ljudi, ki se ukvarjajo z marketingom, tiste ljudi, ki se ukvarjajo z grafiko, z vašo grafično podobo, na 3. Torej, 3 je tista, ki spodbuja našo ustvarjalnost, zato če živimo v domu, ki ima seštevek število 3, po vsej verjetnosti stvari dojemamo vsaj malček bolj intenzivno kot sicer. Torej, če se o nečem pogovarjamo doma, to sprejemamo drugače, kot če bi se o tem istem pogovarjali mogoče pri sorodnikih na obisku. Število 4. Torej, če ste svoj naslov sešteli in dobili 4, govorimo o stabilni energiji. 4 je zelo, zelo dobrodošla v primeru hiše. Hiša ima 4 vogale, število 4 je sveto število, simbolizira 4 letne čase, 4 strani neba in tako naprej. Govorimo o stabilni, umirjeni energiji. Ko govorimo o poslu, število 4 povezujemo z gradbeništvom, povezujemo tudi z elementom zemlje, se pravi kamnolom, recimo bi pasal na število 4, osebe, ki imate rade kristale, zelišča, naravno kozmetiko, čaje, vse te stvari, ki jih povezujemo z elementom zemlje, padarstvom in zdravo kmečko pametjo, povezujemo s številom 4. Se pravi, če se ukvarjate z računovodstvom, knjigovodstvom, če se ukvarjate z nečim, kjer je potreben zidsleder, kot temu rečemo, je število 4 fantastično. Se pravi, če bi recimo izbirali, kam postaviti pošto, bi bilo dobrodošlo, da jo postavimo na energijo števila 4. Ko govorimo o domu, pa govorimo o energiji, ki je morda lahko, odvisno kakšne so črke v celotnem naslovu, morda preveč umirjena. Morda opazite, da pridete domov, pa če ste dalj časa doma, kar malo brez energije. Čustvo, ki se sproža povezano s tem številom, je strah, pa tudi trma. Torej, če govorimo zdaj o nekem bloku, lahko govorimo o energiji, kjer so sosedje izrazito trmasti. Super je, če se strinjajo, malo manj super pa je, če se njihova mnenja krešejo. Govorimo o umirjeni energiji, se pravi, če se znova vrnemo na blok, je predvidevati, da je umirjen blok, da je po vsej verjetnosti največ ljudi, ki se tam dobro počuti, starejših oziroma takšnih, ki radi uživajo svoj mir, kot smo omenili na začetku. 4 je zelo dobrodošla tudi na zdravstvenem področju, 4 in 7. Torej, ko govorimo o zdravstvenih ustanovah, o terapevtskih ustanovah, ko govorimo o terapijah, kot je denimo tudi reiki, ga lahko povežemo s 4 oziroma z 9. Torej, 4 je tista, ki nam podarja mir. Če potrebujete več miru, pojdite nekam, kjer je 4 vsaj hišna številka. Torej, kot hišna številka nam prinaša malo bolj trezen pogled na svet, malo bolj malo več potrebe po tem, da razumemo, kaj se dogaja pri naša. Torej, kadarkoli smo pod vplivom števila 4, se nekako naša zdrava kmečka pamet malo bolj vklopi. Torej, 4 je vedno dobrodošla, ampak ko govorimo o miru. Ravno obratno pa velja za 5. Torej, število 5 simbolizira dinamiko, simbolizira spremembe, zato če govorimo o domu, kot celotni seštevek naslova, včasih prinaša nemirno energijo, veliko sprememb, ljudi, ki prihajajo in grejo. Se pravi, govorimo o lokaciji, kamor obiski radi pridejo. To velja tudi za 3. Govorimo o lokaciji, ki pa je fantastična za športno dejavnost, za agencijo za nepremičnine, za turizem in za vse povezano z drugačnostjo. Tudi z modo, tudi z marketingom. Tudi število 5, ko govorimo o poslovnem spektru življenja, je dobrodošlo za vse tiste dejavnosti, ki zahtevajo delo na terenu, hitro odzivnost, delo s tujino. Se pravi, če govorimo o neki franšizi, če govorimo o nekem pristopu dela, ki je sicer v tujini že ustaljen, pri nas pa še ne, govorimo o energiji števila 5. Število 5 v tem primeru to zelo podpira. Če hočemo imeti mir,
Mm-mm. Če si želimo imeti tišino, torej, ko govorimo o številu 5, tudi ko govorimo o hišni številki ali o 5. nadstropju, govorimo o energiji, ki je nekako vedno znova hitra, spreminjajoča se. Torej, velika verjetnost je, če ste v 5. nadstropju, v stanovanjski hiši, ki ima morda tudi število 5 v sami hišni številki, je, da boste sosede menjavali nekako na 5 let. Torej, 5 je dobra, ko želimo premik naprej, ko želimo spontanost, ko želimo razumeti drugačnost, ko govorimo o športu, katerekoli vrste športu. Torej, 5 je tista, ki vam bo pomagala pri temu. Torej, če hočete odpreti fitness, poiščite naslov, ki ima celotni seštevek 5. Če pa želite imeti knjižnico, pa ne. In smo pri številu 6. Torej, število 6 povezujemo žensko, ženstveno, družinsko energijo. Spravi, ni boljšega seštevka naslova kot 6, ko govorimo o domu, o domačnosti. Število 6 je tisto, ki simbolizira domačo hrano, domačo kuho. Saj veste, polštrčki, svečke, čudovite tople barve, ki nas obdajajo. Se pravi, ne govorimo o nekem domu, ki je skorajda narejen po japonskem stilu, se pravi, ne govorimo o hladnih barvah, ne govorimo o minimalizmu, ampak govorimo o občutku domačnosti. In ta občutek domačnosti imamo lahko tudi, ko pridemo k nekomu v pisarno, ki ima tam recimo svečko ali pa rožico ali pa glasbo. Torej, število 6 dodaja toplino, dodaja mehkobo. Dodaja pa tudi čustvenost in vemo, da število 6 povezujemo z izzivi ljubezni do sebe. Torej, v družinskem krogu se lahko zgodi, da imamo občutek, da nismo sprejeti ali nismo podpirani, oziroma da je potrebno postaviti mejo tistim, ki jih imamo najraje. Vsako število ima tako blagoslove kot tudi izzive, število 6 je prav nobena izjema. V tem primeru pa, kot smo rekli, je izvrstno za dom, družino, na poslovnem področju pa s tem povezanimi dejavnostmi. Se pravi, vrtec, dom za starejše, vse, kar je povezano z estetiko, se pravi, če imate svetovanje notranjega dizajna, je potem 6 super. Če imate cvetličarno, je 6 super. Če se ukvarjate s kozmetično dejavnostjo, je 6 super, se pravi, frizerji, pedikerji in tako naprej. Vse povsod, kjer se predvsem poudarja ženstveno energijo, je 6 super. Kar pomeni tudi svetovalnice za ženske, samoobramba za ženske, kar pomeni tudi kuharske delavnice. Torej, 6 je res tako močno število, ki v ospredje postavlja plodno energijo. Zato, če živite na naslovu, katerega seštevek je 6, boste opazili, da hitreje dosegate svoje cilje, tudi kadar morda niso definirani kot cilji. Saj vemo, včasih smo res jezni, pa rečemo, a gre lahko še kaj narobe, in vesolje reče, seveda, izvoli, še malo težav. Torej, kadarkoli ste v prostoru, ki ima hišno številko 6, ali seštevek naslova 6, bodite še posebej pozorni, kakšno energijo sejete. Podobno velja tudi za 8. Torej, 6 je dobra za nežne vibracije, umirjene vibracije in predvsem za vibracije doma. Število 7. 7 povezujemo z učenjem, povezujemo s pravičnostjo, povezujemo z racionalnostjo. Torej, ni težko uganiti, da je fantastična lokacija za šolo, za sodišče, za odvetniško pisarno, tudi za zdravstveno pisarno. Število 7 namreč povezujemo s strokovnostjo, stroko, in na medicinskem področju bi to lahko rekli, ne vem, kirurg, strokovnjak, specialist in tako naprej. Ko govorimo o naslovu za dom, pa govorimo o energiji, ki je lahko morda malo čustveno hladna. Se pravi, govorimo o lokaciji, ki nas bo spodbujala pri tem, da smo pravični med seboj, ampak nekoliko zadržani. Torej, po vsej verjetnosti se sosedje med seboj ravno ne zaupajo preveč na prvo žogo. Število 7 pa simbolizira zaupanje, ki ga dobimo z leti. Se pravi, če se govorimo o bloku, kjer so določene družine v sosedskih odnosih že vrsto let, pa govorimo o tistem pravem zaupanju, ko sosed sosedu resnično pomaga ali vsaj zaupa. Ko pa govorimo o tem, da bi postavili hišo, kjer je seštevek 7, pa je velika verjetnost, da se bo vsaj nekdo v tej hiši počutil osamljeno. Ljudje smo si različni, kot sem rekla v uvodu. Nekateri potrebujejo svoj mir, svoj odmik. Tisti ljudje, ki radi meditirajo, tisti ljudje, ki se radi ukvarjajo recimo z jogo, z branjem. Vsi tisti ljudje, ki potrebujejo svojo tišino. Pri številu 4 sem rekla mir. Mi smo lahko zelo mirni sredi diskača.
Mi smo lahko zelo mirni sredi hrupa, ko poslušamo tisto glasbo, ki nam ustreza, recimo. Nekateri ljudje uživajo v metaliki, za nekatere je to razbijanje. Ampak število 4 povezujemo z mirom, karkoli ta mir pomeni. Sedmico povezujemo s tišino. Sedmico povezujemo z odmikom v naravo. Ko smo mi in naše misli v tišini. Torej, ko govorimo o katerikoli poslovni dejavnosti, kjer je tišina potrebna, kjer je pravičnost potrebna, kjer je osredotočenost na podrobnosti potrebna, potem je sedmica super. Če pa potrebujete veliko interakcije, če potrebujete zvok v svoji bližini, nekateri ljudje so super v tišini, nekateri ljudje pa imajo vedno prižgan radio, televizijo, nekaj. Če potrebujete to vrstne dražljaje, potem se na naslovu, ki ima seštevek 7, ne boste počutili dobro. Torej, sedmica je super tudi za vse tiste, ki želite dati inštrukcije, vse tiste, ki se ukvarjate s pisanjem, branjem, kakršnokoli obliko prečiščevanja. Tu ciljam tudi na razčiščevanje, se pravi, če govorimo o detoksu našega telesa ali razčiščevanju odnosov. Torej, pri dvojki smo rekli nesporazum, pri sedmici pa bomo rekli, če govorimo o nekem ne tako nesporazumu, ampak nepravičnosti v neki situaciji, kjer imate občutek, da se vam je zgodila krivica, da niste bili slišani, upoštevani, potem poiščite naslov, ki ima seštevek število 7 ali vsaj hišno številko 7. Kot hišna številka 7 spodbuja perfekcionizem, spodbuja ozek pogled na stvari, se pravi osredotočenost na neko podrobnost, podobno kot tudi enka. Torej, 7 je tista, ki pridaja nekako bolj resnobno energijo. Energijo tudi umirjenosti in tišine, kot smo rekli. Torej, šola, svetovalnica in vse to pa še zraven. In število 8. Naslov, ki ima seštevek števila 8, je močen naslov. Tako kot smo rekli pri 6, da je potrebno paziti, o čemu razmišljate in čemu namenjate pozornost, podobno velja tudi za 8. Torej, 8 je zelo močno število. Kadarkoli ste na naslovu, ki ima seštevek 8, se stvari hitro spotencirajo. Torej, paziti ne samo česa si želite, ne samo kaj rečete, ampak tudi kaj občutite. Število 8 spodbuja organiziranost, spodbuja učinkovitost. Torej, če govorimo o neki stanovanjski hiši, je velika verjetnost, da se bodo ljudje med seboj kar nekako zorganizirali. Če se bo pokvarilo dvigalo, verjetno ne bo, eden drugega čakal, vsaj bo nekdo povedal, da dvigalo ne dela, ampak verjetno bodo večinoma vsi javili, da dvigalo ne dela. Torej, 8 je tista, ki želi organizirati, ki želi biti aktivna, zato je fantastična za posel. Število 8 tudi sicer povezujemo z obiljem. Torej, če bi banke to vedele, bi postavljale svoje poslovalnice na seštevek celotnega naslova 8. Ko govorimo o vseh dejavnostih poslovnega svetovanja, organizacije, tam naj bi bila 8. Se pravi, tudi ko govorimo o večjih, primer Mercator, primer Žito, večjih firmah, bi bilo zelo dobrodošlo, da so uprave, se pravi, da je predsednik uprave, šef, ta glaven direktor, lastnik, na lokaciji, ki ima seštevek števila 8. Če vi odpirate svoj posel, ne glede na to, s čim se boste ukvarjali, ali je to trgovina, ali je to svetovanje, ali je to vrtec, se pravi, ne glede na dejavnost, je vedno najbolj zaželeno, da je seštevek 8. Ko pa govorimo o energiji doma, pa seveda je potem razumljivo, da ta 8 ni tako zelo dobrodošla, ker lahko govorimo tudi o odnosih, ki temeljijo na preračunljivosti ali odločitvah, ki temeljijo na preračunljivosti. Ne me zdaj vzeti za besedo in reči, tamle sosedje imajo pa seštevek 8, tam so pa vsi samo na denar narejeni. Sploh ne. Ampak življenje bo pred njih postavljalo situacije, v katerih bo treba presoditi, preračunati, kaj se bolj splača. Tako kot pred vse nas. Ampak ko govorimo o domu, v katerem mi kar nekaj časa preživimo, pod vplivi tega števila, pa seveda se potem te stvari spreminjajo ali pa se vidijo nekoliko bolj močno. Se pravi, naslov ne bo vplival na vaše življenje, ne bo vas spremenil, ampak sama energija doma je tista, ki prinaša določene izzive ali pa določene blagoslove. Vse sami vemo, v kakšen prostor stopimo, pa je tako lepo, tako mirno, seveda je veliko odvisno od osebe, ki tam prebiva oziroma ki skrbi za ta prostor. Pa naj gre zdaj za graščino, naj gre zdaj za restauracijo ali pa naj gre za dom. Športni objekt, ni važno. Sam naslov nam pove, kakšne energije se tam
same kot take zadržujejo, ljudje, ki so notri, pa s temi energijami lahko bolj ali manj resonirajo. Zato, če v resnici imamo na drugi strani osebo, ki je preračunljiva, ki nekako si želi poročiti z nekom, ki je pa premožen, potem se bo na tej lokaciji ta oseba počutila dobro. Če govorimo pa o nekomu, ki potrebuje čustveno intenziteto, čustveno globino, taka oseba pa na lokaciji pod vplivom števila 8 se ne bo počutila čustveno izpolnjene. Ko govorimo o hišni številki 8, seveda je dobrodošla, ko govorimo o poslu in o učinkovitosti. Se pravi, opazili boste, da ljudje načeloma v teh prostorih lažje dosegajo svoje cilje. 8. nadstropje tako bi bilo dobrodošlo v večjih, seveda, zgradbah, kjer govorimo o pisarnah, za tiste prostore, za tiste pisarne, kjer ne bodo ljudje, ki se odločajo o poslu, o organizaciji, o logistiki. Vem, da se ponavljam, ampak število 8 je res pomembno število. Torej, če imate le možnost, če se ukvarjate s poslom, nekako ukorporirajte število 8 v svoj naslov, v nadstropje ali vsaj mogoče v svoj logo. In še število 9. Število 9 pravijo, da je zelo specifično število. Namreč število 9 združuje vplive vseh števil pred njim. Se pravi 1, 2, 3, 4 in tako naprej. To pomeni tudi, da sama ta lokacija prinaša široko paleto različnih vibracij. Ko govorimo o domu, govorimo o čustveni lokaciji, o lokaciji, ki prinaša zdravljenje, o lokaciji, ki je povezana s preteklostjo, se pravi naslov. Celoten seštevek naslova 9 je dobrodošel. Je dobrodošel za dom, je dobrodošel za povezovanje, je dobrodošel za zdravljenje. Pravi, ko govorimo o zdravstvenih ustanovah, bi bila ta lokacija fantastična za okrevanje, za rehabilitacijo, se pravi, fizioterapija in tako naprej. Fantastična lokacija za masažne prostore, tudi za zdravljenje svetlobo in alternativne oblike zdravljenja, se pravi reiki, theta healing in tako naprej in tako naprej. Ko govorimo o poslu, je to 9. Ko govorimo o domu, pa se lahko dogaja, da se nam preteklost ponavlja. Ali da imamo občutek, da smo vpeti v preteklost. Morda imamo občutek, da preteklost za nami skače. Po vsej verjetnosti, če govorimo o bloku, lahko govorimo o ljudeh, ki so tam že dalj časa. Se pravi, ko smo prej rekli, 5 je taka, ki je dinamična, tam se sosedje hitreje menjavajo ali vsaj spreminjajo. Ko govorimo o 4 ali o 9, je predvidevati, da imamo sosede kar nekaj časa ob sebi. In je predvidevati, sploh v bloku, da so v naši bližini ljudje, ki nam na tak ali drugačen način prinašajo zdravljenje. Se pravi, število 9 nam pomaga pri razumevanju preteklosti, pri zdravljenju sedanjosti, predvsem pa se učimo sprejemati za sebe. Torej, če živite v bloku, ki ima seštevek 9, torej naslov ima seštevek 9, pa vam gre nekdo zelo na živce, vas ta oseba pravzaprav uči zdravljenja sebe. Število 9 kot hišna številka je zelo dobrodošla pri vseh zadevah, ki imajo čustven pomen. Se pravi, znova, če bi šli gledati poslovne panoge, tudi svetovanje za pare, ki smo ga omenili tudi že pri šestici, je 9 zelo, zelo dobrodošla in pa 9 simbolizira globalno zavedanje. Se pravi, če govorimo o čemarkoli, naj gre za posel, naj gre za prijateljsko sodelovanje na globalni ravni, torej tu pa še s svetom, za nekaj, kar želimo, da je trajno, potem potrebujemo število 9. 5 je tista, ki jo povezujemo bolj s krajšimi dogajanji. Se pravi, 5 je tista, ki nas bo spodbudila k potovanju, s katerega se bomo vrnili. 9 pa je tista, ki želi dolga leta sodelovati s celotnim svetom. Torej, to je pregled od 1 do 9, zdaj pa še nekaj besed o sami lokaciji in numerološki razlagi lokacij. Danes se mi malo zatika. Torej, sama lokacija, pa če zdaj govorimo o numerologiji ali o feng shuiju ali o kateremkoli drugem nauku, ki nam je blizu, sama lokacija na nas vpliva. Numerologija nam lahko zelo pomaga pri razumevanju našega naslova. Kot pa sem že nekajkrat omenila, prav vsaka črka ima svojo vrednost. Zato je prav vsaka črka v vašem naslovu, v nazivu podjetja, v imenu in priimku in tako naprej pomembna. Torej, morda je seštevek že tak, da prinaša denimo dinamično energijo. Ampak če so številke primarno povezane, torej črke, številom 4 ali pa 7, ki sta zelo umirjena, boste tudi vi znotraj te energije umirjeni. Se pravi, je lekcija te lokacije najti umirjenost.
In obratno, lahko je seštevek 4, ko bi pričakovali, da bodo energije zelo mirne, zelo stabilne, morda celo zelo rigidne, morda celo zastarele. Pa, če so same črke povezane s številom 1 ali 8, ki prinašata napredek, ali 5, ki prinaša spremembo, pa tukaj gre seveda za drugačno nianso te štirke. Zakaj vam to razlagam? Zato, ker želim, da bi razumeli kompleksnost numerologije. Bi si želela, da bi razumeli kombinatoriko vsake črkice posebej, ki ima svojo vlogo popolnoma drugačno, če je na začetku besede, na koncu besede, če se ponavlja, kolikokrat se ponavlja. To modrost nam da seveda večletno študiranje, večletne izkušnje, tudi to, da smo odprti in pozorni na to. Pregled, ki smo ga naredili danes, je tak splošen pregled, ki vam bo, jaz upam, da pomagal pri razumevanju ali pa samo pri ferbcu. Kakšen je vaš naslov? Predvsem pa je to dobrodošlo vedeti, kadar se odločamo za odpiranje posla, kadarkoli se odločamo morda za nakup nepremičnine, se pravi za selitev, kadar se odločamo za kakršnokoli spremembo v življenju, ki vključuje lokacijo. Se pravi, morda posel že imate, pa boste odprli še eno podružnico, še eno telovadnico, še eno trgovino. Morda si želite iti nekam na počitnice. Morda nekako se nekje ne počutite dobro, pa ne veste zakaj. Morda vas neka lokacija polni z energijo, pa tudi ne veste zakaj, ampak predvidevam, da če vas polni, se s tem ne obremenjujete. Torej, razlaga same lokacije je tista, ki nam lahko pomaga razložiti in razumeti energijo, ki nas obdaja. Od nas pa je odvisno, ali bomo tej energiji odprti, zaprti, ji bomo podlegli, jo bomo morda še potencirali. In kot sem na začetku rekla, ljudje, ki so umirjeni, se dobro počutijo na lokacijah, ki so umirjene, kar je seveda logično. Numerologija pa nam tu pomaga predvsem, preden se odločimo kupiti novo hišo, preden se odločimo iti nekam na počitnice in tako naprej. Tako da jaz upam, da vsaj nek osnoven podatek, osnoven pogled v to vam je bil zdaj podarjen. Če vas več zanima o numerologiji, kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-sorum.com. Tokrat ne bomo gledali pregleda tedna, ker je bila sama ta tema veliko bolj obširna. Če pa imate kakršnokoli vprašanje, predlog, tale oddaja je bila posneta predvsem zaradi vaših vprašanj, pa kot vedno pogumno mi pišite na ls@lili-sorum.com. Jaz vam želim en prečudovit teden in se vidimo naslednji ponedeljek. Pa, pa!